Vodstvo Cinkarne Celje je predstavilo rezultate okoljskega pregleda. Lampioni ob Savinji bodo popestrili praznično podobo knežjega mesta. V zgodovinskem arhivu odprli razstavo Arhivska Barbara Celjska. Za konec jesenskega dela Celjani gostujejo v Domžalah. Lepo pozdravljeni. V Cinkarni Celje so danes na novinarski konferenci predstavili rezultate jesenskega okoljskega pregleda. Rezultati kažejo, da je večji del aktualne proizvodnje na Kidričevi 26 zgrajen na odpadkih pretekle industrijske dejavnosti. Podjetje Cinkarna Celje je eno izmed 15 podjetij, ki so v prodajnem postopku, in zato so v Cinkarni po prvi fazi pred letom dni zdaj naročili še izvedbo druge faze okoljskega skrbnega pregleda za vse svoje lokacije v Sloveniji, ki je bila skoncentrirana na analizo zemljin. Pregled je potekal skladno s smernicami nove evropske direktive o industrijskem onesnaževanju, in sicer na naslednjih lokacijah. Graje aktualne proizvodnje v Celju, kjer smo definirali 15 območij. Na vsakem območju pa smo na to jemali vzorce na večjih lokacijah, tako za tla kot za podzemno vodo. Področja smo določili glede na informacije o izvajanju preteklih in sedanjih industrijskih dejavnosti. Izven področja aktualne proizvodnje pa so bila v Celju določena področja vzorčen na trasi podzemnega cevovoda za Sadro, pred in za odlagališčem Bukovžlak in za Travnik, in tudi območje kmetijskih površin v Začretu. Izvajalec, se pravi poljsko podjetje Environ, je za analizo predlagal nabor 20 težkih kovin. Mi pa smo na našo dodatno zahtevo dodali še 2, to sta titan in talij. Analizirali so seveda tudi celo vrsto organskih snovi, anorganske parametre in pa prisotnost azbesta. Skupno je bilo narejenih preko 28.000 merilnih parametrov. Kaj pa rezultati? Rezultati teh globinskih vzorčenj pa moram povedati, da so nas močno presenetili. Namreč že iz vizualnega opisa samih vrtin, ki so jih izvedli, je bilo razvidno, da je na aktualni lokaciji proizvodnje v Celju na globinah od 0,5 pa do 4,7 metra formirano področje iz odpadkov pretekle dejavnosti podjetja. Enako velja tudi za začetni del trase podzemnega cevovoda za Sadro. Po sledeh podatkov so v Cinkarni podrobneje preučili tudi zapise v arhivih in ugotovili, da gre večinoma za načrtno tvorjene nasipe odpadkov metalurške dejavnosti med leti 1950 in 1980. Odložene odpadke so očitno kasneje prekrili z plastmi zemlje in površino glede na potrebe zazidali, asfaltirali ali zatravili. Torej, uprava podjetja je vedno trdila in vztraja na svojih izjavah, da z aktualno industrijsko dejavnostjo v celoti delujemo v skladu z obstoječo okoljsko zakonodajo in z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Odkrite posledice pretekle dejavnosti pravzaprav ničemer ne spreminjajo naših trditev in moram povedati, da so te ugotovitve pravzaprav nova zaveza za podjetje. Moram povedati, da bo podjetje še naprej delovalo kot odgovorno do svojega okolja, v katerem deluje, da bomo dosledno izvajali vse tiste predpise, ki in če jih bo Ministrstvo za okolje in prostor predpisalo. In o tem, kaj se bo pravzaprav dogajalo v prihodnjem času, v zvezi s tem bomo tudi konkretno obveščali javnost. Cinkarna Celje je z rezultati osnutka poročila že seznanila Ministrstvo za okolje in prostor. Zdaj je predvidena vzpostavitev merilnih mest, ki bodo ugotovila morebitni vpliv na okolje in zdravje ljudi zunaj Cinkarne. Celje je v praznični podobi zaživelo že v nedeljo, ko so prižgali praznično razsvetljavo po mestu. Danes pa so ob Savinjskem nabrežju namestili tudi lampione, ki bodo pot ob Savinji krasili vse do 6. januarja. Celje je že zasijalo v pravljični podobi in z njo tudi pot ob Savinjskem nabrežju.
Res je, v Celju več kot 100 000 lučk, veliko smerek in smerek. Od danes naprej pa tudi lampioni na Savinjskem nabrežju, kot so Celjanke in Celjani verjetno že vajeni zadnja 3 leta. Letos je skoraj 60 lampionov, ki so jih ustvarili mladi od otrok iz vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol. Tako da bo ta že sicer zelo obiskan predel mesta, tudi eden najlepših predelov mesta, Savinjsko nabrežje, v teh prazničnih dneh še dodatno zasijal v čudoviti podobi lampionov. V pripravo načrtov za praznično krasitev mesta je letos intenzivno vključen mestni marketing. K oblikovanju praznične podobe so tako povabili otroke in mlade. Vrtci, osnovne in srednje šole so slikali na tkanine in tako naredili okoli 50 lampionov, ki so jih nato izdelali na šolskem centru Celje, danes pa vse skupaj predstavili na Savinjskem nabrežju. Pred 3 leti je Srednja šola za gradbeništvo izdelala prvih 10 lampionov. Kot nek poizkusni testni projekt, če se bo to prijelo v mestu, in danes smo zelo veseli. Lani jih je bilo 50, letos jih je 60. Želimo si, da jih bo v prihodnjih letih še več, da bomo se lahko razprostrli do sosednjega mostu. Organizacija narediti 60 lampionov ni mačji kašelj. Ja, v bistvu je to kar velik organizacijski zalogaj. V bistvu smo povezani z mestno občino Celje, z oddelkom za okolje in prostor. Oni nabavijo material, razpošljajo po vseh šolah, najprej zbiramo prijave, seveda, potem razpošljamo material. Tudi mi smo sodelovali, naša šola, čeprav naša šola ima organizacijo, posebno to tehnično podporo, da to obesimo obroče, zašijemo lampione. Seveda je pa znotraj vsega tega dela smo povezani z različnimi oddelki našega šolskega centra Celje, to se pravi Srednjo šolo za storitveno dejavnost in logistiko, kjer šivilje najprej lampione zarobijo, potem jih otroci pobarvajo, nato jih še enkrat njim dostavimo, da jih tudi po vertikalnem šivu zašijajo. Potem so dijaki srednje elektrošole, nainštalirajo osvetlitev. Lampioni bodo pot ob Savinjskem nabrežju krasili vse do 6. januarja. V Zgodovinskem arhivu Celje so pripravili razstavo ABC, Arhivska Barbara Celjska. Na razstavi predstavljajo 16 reprodukcijskih listin, ki jih hranijo Madžarski državni arhiv Budimpešta, Arhiv Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, Hrvaški državni arhiv Zagreb, Državni arhiv v Varaždinu ter Arhiv Republike Slovenije. Slednji je za otvoritev Celjskemu zgodovinskemu arhivu posodil originalno listino, ki jo je kraljica Barbara namenila svojemu bratu Frideriku II. Celjskemu. Razstavljene listine predstavljajo Barbaro Celjsko kot soprogo in sovladarico cesarja Sigismunda Luksemburškega, v glavnem pa kot vrhovno fevdalko. Z razstavo so v zgodovinskem arhivu obeležili 600-letnico kronanja Barbare Celjske za nemško kraljico. Pred nogometaši v prvi slovenski ligi je še zadnji 20. krog jesenskega dela državnega prvenstva, ki se bo nadaljevalo 21. februarja prihodnje leto. Velenjčane jutri čaka domača tekma z Zavrčem, Celjani pa bodo gostovali v Domžalah, kjer so 27. julija letos doživeli zadnji poraz v državnem prvenstvu. Celjski nogometaši so v preteklem 19. krogu suvereno opravili z Zavrčem s 3-0, ko je Benjamin Verbič enega od 2 golov vpisal že v 11. sekundi tekme. To je bil najhitrejši gol v zgodovini na slovenskih prvoligaških zelenicah. To je bil en poseben gol, rekord slovenske lige. Vse se je zgodilo ful hiter. Mi še na igrišče nismo stopili, pa smo že vodili 1-0. Akcija šla po desni strani, jaz sem samo podstavil nogo in gol, 1-0, potem je bilo malce lažje in zdaj smo še 2 zadetka in tekmo mi napravili do konca. Je prišlo že kdaj tako hitro? Tudi mogoče na treningu, ali je res to tvoj najhitrejši gol v življenju? Mislim, da je to moj najhitrejši gol v življenju, da še, ko smo igrali mali nogomet, da še nisem uspel niti na treningu, tako da ja. Poleg 2 Verbičevih golov je proti Zavrču zadel še Danijel Miškič, pogled na zadnji poraz rumeno-modrih pa je še kako daleč nazaj. Celjani so na zadnje izgubili 27. julija v Domžalah. In kako se spominjajo le tega v celjskem taboru? Ja, bilo je v Domžalah, v tisti nivi, v tistem dežju. Tiste 2 tekme nam nažalost ni šlo v gol, ampak potem pa je sledila ena izjemna serija 21 tekem brez poraza.
Res en lep dosežek, vsi smo ponosni na to, vsi smo trdo delali in garali na treningih. Tako da mi gremo zdaj naprej, zato to zadnjo tekmo ostanemo neporaženi oziroma vzamemo 3 točke iz Domžal, katere so nazadnje premagali. Izjemna serija se vleče iz kroga v krog. Celjski nogometaši so prav za vsako moštvo nepremagljiva ovira. Mislim, da je ključ prav ta kemija med nami in trenerjem. Se vsi dobro razumemo, smo prijatelji tudi izven igrišča. Pa tudi dobro delo na treningi se mora nek poznati. Imamo si željo po dokazovanju. Vsak sam se hoče dokazati vsako tekmo znova. Tako da mislim, da je to en od ključev tudi do teh lepih uspehov. Tudi pogled na lestvico pred zadnjim jesenskim krogom je za privržence celjskega nogometa čudovit. Le točka zaostanka za drugim Mariborom. Mi se ne pravimo, zdaj v bistvu ni važno, koliko si drugi ali tretji ob koncu jesenskega dela. Tako da ne dajemo neke teže na statistiko oziroma na mesto na lestvici. Dali bomo vse od sebe v Domžalah, probali zmagati, bomo videli, kako bo ostale tekme se razpletle in kaj bo to prineslo v koncu tega dela. Jutri bo celjsko moštvo torej gostovalo v Domžalah, kjer računi ostajajo zaenkrat še neporavnani. V neugodnih vremenskih razmerah je vprašanje tudi, kakšna bo znova zelenica. Glede na to, da je dež in da Domžale nimajo neke dobre drenaže, mislim, da bo spet podobno, kot je bilo prejšnjič, ko smo igrali. Tako da mislim, da bo spet ena borba. Upajmo, da bo tokrat sreča padla na našo korist. Verjetno motiv še za to dodatno večji, kajti prav Domžale so bile tiste, ki so vas nazadnje porazili. Ja, mislim, da je vsem v ekipi dodaten motiv to, pa še Domžale nam neki ne ležijo zadnje čase, čeprav smo jih zadnje premagali 2-0, ampak kot pravim, mi gremo naprej. Še to 22. tekmo ostati neporaženi, mislim, da je pa to tudi en dober motiv. Tudi sodniki so vam iz tiste tekme v Domžalah ostali dolžni za 2 11-metrovki, se lahko tokrat poplačajo računi? Ja, sodnik je vsekakor osrednji lik tekme bil takrat. Ni zato tudi tisti 2 11-metrovki, ki smo že pozabili. Jaz sam upam, da bo ta Vinčič sodi, da bo sodil pošteno in da ne bo nikomur pomagal ali pa nikomu škodoval. Jutrišnji obračun Domžalčanov in Celjanov se bo začel ob 14. Jutri bo oblačno, ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Meja sneženja bo na okrog 800 metrov nad morjem. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, najvišje dnevne od 1 do 5 stopinj Celzija. V nedeljo bo na zahodu zmerno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bodo občasno še rahle padavine. V ponedeljek bo suho z obdobji sončnega vremena. Na Primorskem bo oba dneva pihala šibka burja. Izkoristite čisto vsak sončni žarek in prijeten praznični december želim. Nasvidenje.